Pozdravljeni v tedenskem podcastu o umetni inteligenci. Danes govorimo o hitrih spremembah, ki jih prinaša AI in o tem, kako se lahko nanje pripravimo, tako kot posamezniki, kot podjetja. Najprej na kratko povem, katere 4 teme bomo obravnavali. Vpliv AI na trg dela in prekvalifikacije, digitalne identitete AI agentov in vprašanja odgovornosti, nove funkcije velikih platform, kot so personalizirani odgovori Meta in integracije v Android 17, ter kako podjetja merijo vrednost svojih AI naložb. Začnimo z učinkom AI na trg dela. V zadnjih letih je avtomatizacija že sprožila val odpuščanj v nekaterih tehnoloških panogah, hkrati pa ustvarja povpraševanje po novih poklicih. Rutinska dela, kot so vnos podatkov ali osnovna administracija, so najbolj ogrožena, medtem ko raste potreba po razvijalcih, podatkovnih analitikih in strokovnjakih za kibernetsko varnost. To pomeni, da je prekvalifikacija ključna. Pri tem ne gre le za tehnične spretnosti, pomembne so tudi sposobnosti reševanja problemov, delo s podatki in sposobnost učenja. Podjetja in država lahko to olajšata z vseživljenjskim učenjem, subvencijami za izobraževanje in programi za prehod zaposlenih v nove vloge. Druga tema so digitalne identitete AI agentov. Ko AI agenti pridobivajo svojo zasebno zgodovino aktivnosti, digitalne ključe in certifikate, postanejo nekaj več kot orodje, postanejo digitalni sodelavci. To odpira tehnične prednosti, na primer boljši nadzor dostopa in sledljivost, a tudi kompleksna vprašanja odgovornosti. Če agent s svojo identiteto naredi napako, kdo odgovarja? Razvijalec, podjetje ali nek nov pravni status agenta? Pravne in etične rešitve še nastajajo, a že danes moramo razmišljati o jasnih pravilih za avtorizacijo, revizijo odločitev in zaščito pred zlorabami identitete. Tretja tema so nove AI funkcije na velikih platformah. Meta uvaja orodja, ki povzemajo objave in odgovarjajo na vprašanja z uporabo javnih vsebin. Google pa z Android 17 in integriranim pomočnikom Gemini prinaša globlje, kontekstno podprte povzetke in predloge. To prinaša udobje, a odpira vprašanja zasebnosti in pristranskosti virov. Na primer, če AI uporablja javne objave za ustvarjanje odgovorov, se pojavi dilema. Koliko vidika zasebnosti pričakujemo na platformah in koliko nadzora bi morali imeti nad tem, kako se naše objave uporabljajo. Prav tako algoritmi lahko reproducirajo predsodke iz podatkov, zato sta preglednost in možnost popravka bistvena. Četrta tema je merjenje vrednosti AI v podjetjih. Mnogi še ne znajo natančno izmeriti ROI pri AI projektih, kar vodi v nezadostne odločitve ali predolge pilote. Najboljši pristopi kombinirajo kvantitativne kazalnike, kot so prihranki časa, zmanjšanje napak in povečanje prihodkov, z nefinančnimi merili, kot so zadovoljstvo strank, hitrost inovacij in izboljšan ugled. Praktičen nasvet za podjetja je, da že ob začetku projekta določijo jasne KPI-je, testirajo na manjših primerih in merijo učinke skozi čas. Tako lažje prepoznajo, kje AI prinaša največ vrednosti in kje je treba prilagoditi pričakovanja. Za konec. AI odpira ogromne priložnosti, a prinaša tudi odgovornost. Če bomo pametno kombinirali tehnologijo z izobraževanjem, regulacijo in transparentnostjo, lahko prehod na bolj avtomatiziran trg dela poteka pravično in ustvarjalno. Pomembno je delati skupaj, podjetja, izobraževalne institucije in zakonodajalci, da bo AI služil ljudem in ne obratno. Hvala, da ste nas poslušali. Naslednjič bomo pogledali konkretne primere uspešnih prekvalifikacij in orodja, ki jih podjetja že uporabljajo za varno upravljanje AI agentov.